Res je, ponovno nisem sama, v studiu z mano je dolgo pričakovani Mitja Terče, direktor podjetja Aerosol. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, Mitja, jaz sem te že včeraj pričakvala, ne? Ampak smo imela en šum v komunikaciji, ampak lej, vse zrihtava. Je pa res, da smo imela midva zelo malo pavze, ne? Ja, poletna pauza. Eni so delali, eni smo delali, eni so počivali, tako da malo do počitnic, ampak mi smo, poletje je nam glavna sezona, tako da za delo, ker je veliko lepega vremena in takrat največ oddelamo. Govoriva pa seveda o sončnih elektrarnah. Daj mi nekaj povej. Jaz sem zdaj čula, zdaj bova šla tak od novega proti starmu nazaj, ker zdaj sem čula jaz novo reklamo. Zdaj, prej sva imela vedno vzdrževanje, zdaj pa čujem 11 kilovatna elektrarna z 20 kilovatno baterijo že za 70 evrov na mesec. Razlož, prosim. Tako je, se pravi, še vedno čistimo, vzdržujemo, ta del posla normalno, uspešno deluje, ampak cene baterij so se zelo pocenile v zadnjem letu, sploh po zadnjih mesecih. Zato smo pripravili nov akcijski paket, sončno elektrarno, ki ima 11 kW panelov, 15 kW razmernik, na katerega je možno priklopiti še 30, se pravi skupaj 30 kW panelov in 20 kWh baterija za nekje na 10-letni obrok, nekje 70 evrov na mesec oziroma po subvenciji tam nekje okoli 7900 evrov. To je recimo primer enega standardnega paketa. Imajo kupci oziroma potencialni interesenti na naši spletni strani kalkulator, pa lahko za sebe zaračunajo tako optimalno velikost kot optimalen predlog. In ker so se baterije pocenile, so se tudi cene elektrarne res za tak denar, nihče ni kupil prej elektrarne brez baterije oziroma baterijskega hranilnika električne energije. No, tu bomo zdaj, zdaj smo ugotovili, da elektrarna se dejansko še vedno splača. 5-6 let pa se povrne tudi ta investicija zdaj po novem sistemu, 15-minutnih meritev. Se pravi, ti star sistem, ki nas ga ima večina doma, pomeni toliko elektrike, kot si na leto naredil, si jo mogel potem na leto porabiti. Če si več porabil, si na letnem nivoju doplačal. Tu pa v 15 minutah vas gledajo trgovci z električno energijo in če ne porabite, se najprej elektrika uskladišči v baterijo. Ko pa še nimate v bateriji kam dati elektriko, jo pa prodate po ugodni ceni. Potem pa, ko ni več elektrike, ne sonca, ne z baterije, jo pa kupite iz omrežja po dražji ceni in plačate še omrežnino za to. No, točno to sem te jaz hotela po žensko vprašati, zdaj pa ti meni razlož. Če imaš ti baterijo ali pa zalogovnik, a to zdrži čez zimo, takrat, ko pač je elektrike, ko se elektrike pridela manj? Torej ne. V bistvu gre bolj iz danes na jutro oziroma iz jutri na zvečer. Tako je, zalogovnik oziroma baterija bi bila predraga, da bi mi skladiščili polet, pa še eno, rečemo, polna garaža baterij bi bila pa 1 milijon evrov, bi po domače povedano to stalo. Se pravi, baterija je tista, ko dnevni presežki nimajo kam iti, zato da se poceni ne prodajo trgovcu oziroma da po nepotrebnem ne obremenjujemo omrežja, grejo v baterijo. In taka 20 kWh baterija zadošča pri 11 kW elektrarni, recimo na en normalen dan polovico energije v skladišči v baterijo. Se pravi, en del jo sproti porabite, polovico jo skladiščite, če je sončen dan, en del pa potem vseeno poceni prodate v mreže. Če pa tak dan, kot je recimo danes, ko je bolj oblačen, bo pa vsa energija ali šla k vam domov ali pa v baterijo. Ključno pa je tudi potem nočna poraba ali pa poraba popoldne, ker baterija nam nič ne pomaga, če mi to do zjutraj recimo ne porabimo, primer do zjutraj. Se pravi, popoldne uskladiščimo 20 kWh in najo ni doma in gremo za 14 dni na morje. Se pravi, prvi sončen dan se bo baterija napolnila, potem bo pa elektrarna delala 14 dni ravno za tisto skrinjo pa hladilnik in podobno, da bo to zdržalo. Prednost mogoče, imam konkretno stranko, ki je šla zdaj na morje, pa jim je izpadla elektrika, pa je prišel domov, pa so vse skrinje bile utaljene in je vse ven vrgel, so meso in vse, kar je imel spravljeno, je, da imajo ti novi razmerniki tudi zraven je rezervno napajanje. Kar pomeni, če omrežje izpade,
zdaj le poletje je sonca dovolj, baterije so polne, vse stranke nimajo kaj sekira, tudi če ne bo mreže, bodo skrinje njihov dopust preživele. Se pravi, lahko izklopi elektro brez težav daljnovode v času dopusta in bo to rezervno napajanje prišlo prav. Drugače pa tudi normalno to rezervno napajanje, če je sonce, če je baterija, ne vem, ima elektroremont, smo doživeli žledolom in podobne stvari, lahko ljudje napajajo svoje naprave doma še naprej. Ok, zdaj, Mitja so bila za ta del izčrpna, zdaj bova naredila kratko pauzico, seveda, ker morava si tudi midva malo grla osvežiti, potem pa bova povedala še tudi kaj o vzdrževanju, ker vseeno je ta del zelo pomemben za sončne elektrarne, tudi če je še nimate, da boste vedeli, ko jo boste imeli, kako morate z njo ravnati. Evo, kratka pauza, midva pa potem nadaljujeva. In ker smo danes rahlo oblačni, to pomeni, da je morda pravi čas za sončno elektrarno, predvsem za njeno montažo. In z mano je Mitja Terče, direktor podjetja Aerosol. In Mitja, pozdravljen še enkrat. Midva sva namreč danes že obdelala kar precejšno temo, kar se tiče sončnih elektrarn. Tako je. Še vseeno pa nisva povedala vsega. Nikoli ne bomo, tako Nikoli ne da bova, prej ne. se bodo poslušalci naveličali, ker elektrarna ni kot en televizor, greš v eno trgovino z tehničnim blagom, kupiš, zmontiraš, gledamo dalje. Tu je res veliko komponent, ki vplivajo. Najprej so potrebe kupca, koliko elektrike, kaj bo v bodoče porabil, potem razpoložljivost strehe, kam namestiti razmernik, kako so kabli pripeljani, ozemljitev, kam dati baterijo, kakšne potrebe v okviru dneva ima kupec. In to je ogromno, recimo sam poenostavljeno. Potem pa vsa birokratska vojna, ko reče, kdaj pridete zmontirati, rečeš, lahko jutri, imamo vse na zalogi, ni problema, samo čakali boste Ampak, ne. 2 meseca najprej na soglasje ali pa vsaj 1 mesec, potem ko bomo mi v parih dneh po tistem prišli na montažo, ko bo vreme, ko boš ti napovedala, da je sončno vreme, pridemo in potem še bodo čakali se 1 mesec spet na priklop, pa 2 meseca na teh 40% nepovratnih sredstev, zato je tudi elektrarna tako zdajle spet ratala zanimiva. Se pravi, država daje 40% gospodinstv in podjetjem tudi nekaj podobnega in potem je baterija praktično zastonj, ampak na ta denar čakaš še vsaj spet 2 meseca. Se pravi, govorimo o polletnem projektu, da se stvar zaključi, od tega je montaža dan do 2, tako da ni nekako od nas odvisno, ampak to je predvsem birokratska vojna, kjer se morajo vse to mi strankam seveda urejamo, peljamo, ampak stranke moramo najprej umiriti, načakali se bote. Vi jih kar umirite, Mitja, jaz bom pa tako rekla, če hočete imeti sončno elektrarno po ultra nizki ceni, očitno, ja, treba se je zdajle zmeniti za kratek sestanek, da pridete malo tudi pogledat, da boste lahko z naslednjim letom imeli že zmontirano in v bistvu po zelo ugodni ceni, ne? Če smo čisti iskrena. Tako je, cene so res zaradi padca cen in ogromnih subvencij, ki upamo, da bo še nekaj časa trajale, res ugodne, tako poceni je še nikoli ni bilo elektrarne in postopek je dolg, zato je treba nekako štartati in večinoma tisti, ki porabijo več kot 100 evrov, morajo začeti razmišljati o tem. Tisti, ki porabijo 50, 60, 70 evrov, je preveč fiksnega dela omrežnine in preveč nekih fiksnih stroškov, tudi teh birokratskih z elektrarno. Se pravi, kolikor gre pa poraba ali pa račun nad 100 evrov, pa tam, ko imajo namen kupiti električno avto ali pa kaj podobnega, je potem nujno sprejeti eno tako odločitev, nas poklicati, pridemo na lico mesta pogledati in naredimo zelo hitro potem eno ponudbo in štartamo s to polletno birokratsko vojno. Zdaj, midva sva se že malo pogovarjala o baterijah, zalogovnikih, neprekinjenem napajanju. Žensko vprašanje, koliko je pa velika ta baterija, zalogovnik, karkoli pač potrebujemo, da lahko premostimo ta presežek energije oziroma manko? Baterije so danes kot Lego kocke, se pravi 5 kWh je nekje standardni kocka ali pa blokec, ki ga sestavljamo. Širok je to nekje 80 cm, Okay. 20 cm visok, pa je 25 globok in 20 kW elektrarna recimo, oziroma 20 kWh baterija je nekje tak meter pa pol višine. Moje višine torej. Okay, si večja, čeprav poslušalci ne vidijo mere, ampak je si višja, tako da je to nekje tu do meter pa pol višine. Baterija se lahko tudi kasneje dograjuje, ampak strankam vedno povemo, ta solarna tehnologija gre hitro naprej. Menjujejo se formati, standardi, vse in nekje 2 do 3 leta
lahko potem normalno dograjuješ, potem se pa nekaj proizvajalec nekaj zamenja, ali format panela, moč panela, format baterije, voltažo baterije in potem gre to težje oziroma dražje skupaj in tudi to je eden od naših dejavnosti. Ravno zadnje 2 dni iščemo za 2 dokaj stari elektrarni, kako bi nekaj spremenili, dogradili in kako to skupaj sploh še gre, ker imajo neke težave kupci in po 4 letih najditi blago je res bolj čudež. Baterija je pa res ena velika novost, komponenta, kje vgrajujemo litij fosfat železne, se pravi, te baterije so bolj varne, zdržijo več ciklov, se pravi, vsak dan jo lahko polnite, pa praznete in je garancija še vedno 10 let na baterijo. Okay. Po naših izkušnjah, ki imajo stranke nekje 2 leti te Lego kocke doma, praktično ne pade kapaciteta baterije, tako da realno je pričakovati pomembno več kot tistih 60-70% garantiranih po 10 letih. Pa ta baterija ima prednost poleg požarne varnosti še, da lahko jo polnite ravno kolikor vam paše. Se pravi, ni treba straha samo do 80, pa ne do 20. Tako kot sonce sije, takrat je treba napolniti. Lahko jo del jo namenite lahko za rezervno napajanje, del baterije lahko rezervirate za rezanje konic, to kar je bila to zimo aktualna tema, se pravi konična moč, presežki, ogromno plačila, pa se del baterije nameni tudi za to, ko prežgete, ne vem, indukcijsko ploščo, skoči konica gor, takrat se vključi baterija in vam gre ta energija z baterije, ko ugasnete indukcijsko, spet normalno iz omrežja, ravno zato, da ne plačate po zimi preveč, predvsem po zimi te konične moči. Ok, Mitja, še eno vprašanje, kako oziroma kateri je najbolj primeren prostor za baterijo predvsem, oziroma zdaj, a je to lahko v garaži, ali imamo lahko to zunaj, v neki lopi? Zdaj, baterija nekako garantijsko zahteva od -10 stopinj, se pravi nad -10 stopinj do +50, se pravi, to je garancijsko območje, optimalno območje je pa nekje med 10 in 30 stopinjami Celzija, kjer baterija najbolje deluje, tudi izkoristek je največji. Zdaj, baterija je potencialno gorljiva zadeva, tega se moramo, zelo redko gori ta litij fosfat železa. Ampak ziher je ziher. Če se užge, je ne pogasimo, dokler je energija noter. Tako, zdaj govorimo o črnem scenariju. Zato čim dlje od hiše na omenjeni temperaturi z nekimi normalnimi požarnimi omejitvami, ne vem, kakšna vrata, kaj podobnega. Res pa je, da daj stranka, nekdo svetuje, dajte malo, ne vem, recimo požarno steno narediti. In pa reče stranki, ja, pol ure so te, do 1 uro so te požarne stene, ta baterijo vam ne bodo pogasili v nobenem primeru v tem času. In to se morajo stranke zavedati, da se baterija v bistvu samo poliva, da se zmanjša škoda na okolici. Ima naša baterija tudi aerosole, ki gasijo sproti baterijo, ima varovala noter, ampak če res pride do najbolj črnega scenarija, kar skoraj nikoli ne pride, potem je baterija res zelo, zelo nekako neugasljiva stvar. Vidimo tudi kdaj, ko kakšen električni avto v bolj razvitih državah kar namočijo v bom rekel, kontejner z vodo, zato da se stvari umilijo. In tako da stvar je kar in je pravilno tvoje vprašanje, res najditi primeren prostor, ki je najmanj, bom rekel, najbolj varen ali pa najmanj potencialno nevaren za širitev požara v hiši in tudi delno prirediti ta prostor proti užigu, ampak resne rešitve, ki bi te varovala, je samo ven iz hiše. Zato pri podjetjih recimo večinoma uporabljamo kar ali kontejnersko enoto ali pa za manjša podjetja imamo pa tudi samostojno zunanjo enoto, recimo 60 kWh, ki jo postavimo recimo par metrov od podjetja ven na prosto in ravno zato, da je to čim bolj varno. Odlično. Zdaj, Mitja, kje dobimo še kakšen podatek več o elektrarnah, ker mi da bi zdaj lahko sicer nadaljevala v eno,
ker jaz imam še veliko enih vprašanj, jaz mislim, da bo še mogel priti kdaj, veš. Z veseljem. Se pravi, naša spletna stran ima ogromno informacij, od že prej omenjenega, se pravi www.aerosol.si, od omenjenega kalkulatorja do predstavitve elektrarn, do predstavitve opreme, potem pa tudi umetno inteligenco našega Erasa, kjer je zabavno z njim poklepetati, ker bo dal številne koristne nasvete. Odlično. In vsi tisti, ki razmišljate še vedno o sončni elektrarni, zdaj se splača. Visoke so subvencije, pa če se začnete že zdaj zanimati za njih, boste v naslednjem letu, že začetku leta imeli zmontirano. Tako je. Evo. In koristili boste lahko tudi vso energijo, mi pa gremo seveda z samimi dobrimi vibracijami naprej, pa tudi z našo rolco. Hvala.